Najbolj znani Belokranjec, humorist in kulturni delavec Toni Gašperič je svoj 67. rojstni dan proslavil s predstavitvijo svoje nove knjige z romantičnim naslovom Njen zlati nasmeh. Naslov je res Njen zlati nasmeh, pač po zgodbi od ene od 23, ki so v tej knjigi, ampak ne gre za nobeno romantiko, prej za bolj kruto realnost. Zato, kam nas so pripeljali naši dragi, ljubi politiki, celo do tega, da morajo ljudje, če hočejo sploh preživeti, prodati lastno zabavje, če je to zabavje narejeno še po starinsko z zlatimi oblogami. Od tod torej naslov njegove nove 9. knjige, ki jo je predstavil na nekoliko drugačen način. Odlomke iz nje je na predstavitvi v Metliškem kulturnem domu prebirala Vesna Žist, večer pa so z glasbo in petjem popestrili Karolina in Marjan Končar ter Majda Povše. Hišca ovci stoji, noter padek ne spi, pantič pani modri, gorijo budi. Občinstvo je z zanimanjem prisluhnilo odlomkom iz Gašperičeve knjige, a glasnega smeha v dvorani ni bilo slišati. Bolj trpki nasmehi so to ja. Moje humoreske, moja satira ni, da bi se človek krohotal, ampak da bi se hihital oziroma notranje smejal. Moje humoreske so bolj razmišljajoče, človeka silijo k temu, da začne razmišljati o vsakdanu, ki je vse prej kot vesel in smešen, da se poglobi tudi včasih kdaj vase, da poleg denarja vidi tudi kaj drugega, kakšne druge vrednote, na katere smo v Sloveniji zadnja leta, predvsem zadnja leta, ko smo se osamosvojili, pozabili, žal. Sta pa današnji čas in način življenja neizčrpna vera gradiva za pisanje humoresk in satire, pravi Gašperič. To je prava Indija koromandija, kajti za pisanje humoresk moraš imeti gradivo in tega gradiva ne zmanjka. Sicer je neumnost večna, je neskončna, tako kot je neskončno vesolje, pa pravi, da se še širi, tako se neumnost in vesolje skupno širita. Kar pomeni, da ne bomo dolgo čakali na Gašperičevo novo 10. knjigo. Ne, imam že kar nekaj stvari na zalogi, sem jih že napisal, pa imam še vedno voljo do pisanja, imam tudi cel kup zamisli, tako da mislim, da to ni moja zadnja knjiga. Sicer pa Gašperič še vedno veliko piše za različne časopise in revije. Silijo me k temu razmere, mene je treba samo razjeziti, pa napišem kaj. Pa ne samo, da pišem, tudi kakšne prireditve pripravljamo. Zdajle junija bomo imeli prireditve pri Modri polici v novem središču Metlike z naslovom S pesnikom na sladoled. Imeli bomo 4 tematske večere, pesmi Otona Župančiča, Toneta Pavčka, Janeza Menarta in Ivana Minatija. Rekel sem ob Modri polici, to je polica, na katero ljudje prinesejo knjige, si jih lahko sposodijo tiste knjige, ki jih nimajo, jih odnesejo celo domov, če hočejo, brez kakršnekoli evidence. Najdražja je knjiga, ki jo nihče ne prebere, torej naj knjige krožijo med ljudmi in to je tudi smisel Modrih polic, ki naj bi jih bilo več po Beli krajini. In na Modri polici bo tudi njegova nova knjiga Njen zlati nasmeh. Dal bom, imamo posebno polico v tej omari, Modri polici, posebno modro polico z domačimi metliškimi avtorji, kajti Metlika ima številni klub, literarni klub in veliko pesniških zbirk so posamezni člani tega kluba že izdali. Tako torej Gašperič dokazuje, da je lahko tretje življenjsko obdobje lepo in zelo ustvarjalno. Meni ni bilo nikoli v življenju še tako lepo, kot mi je zdaj. Predvsem tudi zato, ker sem lepo v pokoju, čas ni moj gospodar, lahko si ga razporejam, kakor se mi zljubi, pišem takrat, ko imam zamisel, čas in voljo in pripravljenost in navdih. Razen časa pa mu ničesar od naštetega ne primanjkuje.